cenjeni gostje. Dobrodošli na današnjem srečanju, ki ga je posebej za vas pripravila občina Slovenske Konjice. Vaš gostitelj to dopoldne pa je Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice. Vstopili smo v enega najlepših mesecev leta in le še nekaj dni nas loči od novega. Zato naj bo današnje srečanje pozdrav srečnemu in mirnemu letu 2016. Uvodoma so nas v praznično dogajanje popeljale pevke Tina Kuder, Julija Dovečar-Bremšak in Ana Vrhovšek iz Glasbene šole Slovenske Konjice pod vodstvom profesorice Andreje Obrul, na klavirju jih je spremljala profesorica Vesna Govedič. Vsakoletno pričakovanje Božiča in novega leta nas vabi, da se ozremo nazaj in zase opravimo kratek pregled preteklih mesecev. Upam, da leti za vas niso bili slabi in da bodo prihodnji še boljši, polni uresničenih velikih načrtov in želja. December je čas daril, čas drobnih pozornosti, veselja, radosti, novih upov in praznovanja. Konjičani pa ne bomo praznovali le decembra, saj z letom 2016 stopamo v leto, ko naše prelepe Konjice praznujejo 870 let. Zato verjamem, da bo vzdušje vse leto praznično. K besedi vabim današnjega gostitelja, Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na našem zdaj že zares tradicionalnem druženju tik pred novim letom. In po temle uvodnem promocijskem filmičku v Konjicah smo lahko upravičeno ponosni in zremo v naslednje leto, kajti približuje se 870-letnica prve pisne omembe našega mesta. In to zremo iz leta, v katerem praznujemo 850 let prihoda Kartuzijanov v naš kraj, naše kraje, kar kaže na to, da so tukaj že od nekdaj živeli pridni, delovni, predvsem pa ponosni ljudje, ki so znali ustvariti sebi in svojim družinam tiste prave pogoje za to, da je bilo življenje čim lažje. No in tudi ob koncu leta je prav, da se ozremo vsak pri sebi, verjetno je to že naredil, danes smo tukaj zbrani, da pogledamo, kaj se je dogajalo v celotni lokalni skupnosti v zadnjih nekaj mesecih. Z namenoma uporabljam izraz nekaj mesecev, vse vemo, če rečeš leto, je to dolgo obdobje, pa nekaj mesecev, se pa zavemo tiste realnosti, kako hitro se skupaj pravzaprav mine časa našega enega do drugega druženja. Poglejte, v marcu letošnjega leta smo kot lokalna skupnost prijeli takšen laskav naziv na natečaju Zlati kamen. Smo bili prepoznani kot ena izmed 4 razvojno najbolj plodornih občin v Sloveniji. Moram priznati, da nismo niti namenoma se prijavljali in so nas naknadno pozvali k temu, da pridemo na zaključno prireditev, ker so nas drugi prepoznali, brez da bi se sami želeli izpostavljati. V nadaljevanju smo bili tudi povabljeni na eno podelitev prostovoljstvo prijazno mesto, kar vse skupaj kaže na to, da vi, ki ste danes tukaj in vaši sodelavci, veste, kaj želite in ta priznanja pomenijo, da smo vsi skupaj na pravi poti. In tega dejstva sem izjemno vesel, da smo dvakrat bili prepoznani, pa v bistvu ni bilo želje potem, da bi se izpostavljali. In ko pogledamo še nekaj manjših investicij, ki smo jih kljub vsemu uspeli pripeljati do tega, da smo le prerezali trak nekaj krajših cestnih odsekov, ena prepotrebna obnova telovadnice osnovne šole v Ločah in za dokončanje energetske sanacije na osnovni šoli pod Goro in še bi lahko naštevali.
za vse to moram biti pravzaprav zelo hvaležni, da nam je uspelo, kajti, kot sem dejal, časi so takšni, kot so in nikakor ne kaže na to, da bi mi zdaj bili upravičeni, da nergamo, da tarnamo. Kajti, ko realno pogledamo in ko se človek pogovarja z ljudmi, ki vejo, kako teče, kakšni tokovi so gospodarstvu, v bančnem sektorju, se o našem okolju, ne bom rekel o občini, namenoma ne, o naši Dravinjski dolini pogovarjajo spoštljivo za današnji čas. In vse to nas navdaja z optimizmom, da pogledamo v naslednje leto, ko bomo, upam, zelo kmalu, le po 10 letih sprejeli spremembe občinskega prostorskega načrta, kar bo zopet takšna podlaga k temu, da bodo gospodarstveniki imeli prostor, kjer bodo lahko uresničili svoje zamisli in tako širili dejavnost oziroma nudili kruh marsikomu v tej naši dolini. Izjemno sem vesel, da se v takšnem številu najdemo, da se pogovorimo, da stopimo skupaj in da z optimizmom zremo v bodočnost. In v takšni družini običajno je želja lahko samo eno, da ostanemo trdno povezani, da nekako prepoznamo to sporočilo Božiča, začetek novega življenja, da ta luč božične noči osvetli naša srca in nas popelje v novo leto, kjer vam vsem skupaj in vašim sodelavcem, vašim družinam želim, naj bo tudi prihajajoče leto srečno, zadovoljno, poslovno uspešno, predvsem pa, da se bomo vedno z veseljem srečali. Za danes pa prijetno druženje. Hvala županu za božično novoletno poslanico. Na odru z nami pa je že kvartet klarinetov. Z nami so Diana Lešnik, Evelin Sadek, Špela Kolar in Luka Rušnik iz Glasbene šole Slovenske Konjice. Prisluhnili bomo izraelskim ljudskim pod vodstvom profesorja Janeza Zavca. Hvala odličnim klarinetistkam in klarinetistu. V nadaljevanju pa vabim k besedi magistrico Aleksandro Boldin, urednico zbornika monografije, ki bo išla v 870-letnici prve pisne omembe našega kraja v pisnih virih. Gre za spominski zbornik, ki bo zajel tematiko slovenskih konjic z različnih področij. Gospa Boldin, izvolite. Prisrčno pozdravljeni tudi z moje strani. Pri zborniku smo začeli sodelovati lani spomladi, ko je župan sklical uredniški odbor in takrat smo se vsi strinjali, da je potrebno tako po vsebini kot tudi po obliki pripraviti neko monografijo, ki bo kost tako častitljivi obletnici in to tako, torej po vsebini kot po obliki. Izhajali smo iz listine, v kateri se naš kraj prvič pisno omenja. To je tale listina in sicer gre za listino oglejskega patriarha Peregrina iz leta 1146. V tej listini pa so konjice prvič omenjene v zvezi z župnino. Naš kraj je zapisan kot Konovic. Seveda, ko smo začeli pregledovati strokovno, zgodovinsko, kje se listina nahaja in kakšna je njena vsebina,
smo prišli do podatka, da je izvirnik v Šentpavelskem samostanu na Koroškem, torej v Avstriji. No in rekli smo, čim prej bi potrebno bilo tale posnetek izvirnika dobiti v Konjice. No, pri tem moram povedati, da je bil ključna oseba, naš župan, ki je zelo hitro preko svojih prijateljev županov v sosednji Avstriji uspel za svojimi zvezami priti torej do tega, da smo jo tako rekoč imeli že skoraj takrat, ko smo se začeli o njej pogovarjati. Seveda pa je pomembna potem tudi vsebina. Dogovorili smo se, da bodo v tej monografiji sodelovali različni avtorji. Sodeluje več lokalnih strokovnjakov in znanstvenikov, pa tudi akademski znanstveniki iz pomembnih slovenskih institucij. Zajeta so področja, glede na jubilej, iz katerega izhajamo, področje zgodovine, arheologije, etnologije, geografije, naravne in kulturne dediščine, ter seveda pristnih odnosov v družbi, torej humanitarnosti. Moramo povedati, da so se avtorji hitro odzvali in da so bili veseli našega povabila. Verjamem, da bo to zanimivo branje, tako za lokalne bralce, torej za Konjičane, katerim je to v prvi vrsti namenjeno, kot tudi drugim. Dovolite, da še zaključim. Menim, da le skupnost, ki svojim potomcem v pisni besedi podaja svojo preteklost, lahko uspe in se uspešno spopada tudi na drugih področjih našega delovanja v družbi. Hvala profesorici Boldin. Kaj nas torej čaka v letu 2016? Kot smo že večkrat omenili, bomo Konjičani praznovali 870 let prve pisne omembe našega kraja. Verjamem pa, da imate vsi med nami, vsak posebej, trdno zastavljene osebne cilje in da natančno veste, kaj želite doseči v prihajajočem letu. Naj bo to leto sreče, smeha, veselja, zdravja, miru, uspeha, preostanek decembra pa čas zimske pravljice, veselih uric z najdražjimi, topline, objemov, pristnih nasmehov in domačih dobrot. S pesmijo Božično drevo in kvartetom klarinetistov iz Glasbene šole Slovenske Konjice zaključujemo današnji kulturni program, ki smo vam ga pripravili. Seveda pa s tem današnjega druženja še ni konec. V imenu župana Mirana Gorinčka vas vabim v malo galerijo, da skupaj nazdravimo prihajajočemu letu. Srečen Božič in srečno novo leto.